Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni ponovno v naši biblični oddaji, ko govorimo na temo Markovega evangelija. Tudi tokrat je z nami naš spoštovani gost, dr. Maksimilijan Matjaž, izredni profesor za biblični študij in judovstvo na Teološki fakulteti v Ljubljani in Mariboru. Pozdravljeni, gospod profesor, ponovno v našem studiu. V prejšnji oddaji ste nam govorili na temo, kako je Jezus poklical prve 4 učence, danes pa odhajamo v Kafarnaum. Tako je. Pa poglejmo, kaj je zapisal Marko v vrsticah 21 do 31 prvega poglavja. Prišli so v Kafarnaum. Takoj v soboto je šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. In tako je bil v njihovi shodnici človek z nečistim duhom in je zavpil in rekel: Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pogubiti? Poznam te, kdo si, sveti od Boga. Jezus pa mu je zapretil in rekel: Umolkni in pojdi iz njega. Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj in govorili: Kaj je to? Nov nauk z oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni. In glas o njem se je takoj razširil povsod, po vsej okolici Galileje. Ko so prišli iz shodnice, so z Jakobom in Janezom takoj šli v Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča pa je ležala, ker je bila vročična, in takoj so mu povedali o njej. Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Zanimiv dogodek. Ali poznamo Kafarnaum tudi iz kakšnih drugih virov? Ja, tukaj se mi zdi res je dobro na začetku poudariti, da je eno izmed tistih temeljnih pristopov eksegetskega branja svetopisemskega besedila prav to, da smo pozorni na ta krajevni oziroma topografski element. Še posebej Marko se zdi, da je zelo pozorni in vsak dogodek Jezusovega javnega delovanja oziroma Jezusovega življenja postavi oziroma je pozorni izpostavi tudi lokacijo in kraj, kjer se je to zgodilo. Ker se na koncu izkaže, da pravzaprav tudi topografija, tudi ta lokacija nekako gradi tisto strukturo evangelija, teološko strukturo evangelija, ki potem pripelje pravzaprav do nekega zaključka oziroma do nekega vrhunca. Kafarnaum je tukaj predstavljen kot pravzaprav prvo mesto, v kateri se Jezus pojavi. Tukaj začne Jezus pravzaprav svoj uradni misijon. Predtem je samo prišel do Galilejskega morja, prišel iz puščave, se pravi iz kraja preizkušenj, se dal potem Janezu Krstniku krstiti in ko pridobi prve učence, vstopi v to mesto Kafarnaum, ki je, lahko tako rečemo, ni bilo glavno mesto pokrajine Galileje. Že takrat to ni bilo največje mesto. Največje mesto je bila Tiberija, tam je bil tudi upravitelj, se pravi tetrarh, sorodnik, potomec Herodov. Kafarnaum pa je vendarle v evangelijih, pa nasplošno v Novi zavezi, je predstavljen kot tisto glavno Jezusovo mesto v Galileji. Zakaj se Jezus ustavi ravno tukaj? Je z gotovostjo, seveda pač lahko samo ugibamo iz okoliščin, da je bilo to ribiško mesto,
In to, kar smo danes prebrali v zaključku tega odlomka, pravi, da je potem iz shodnice šel z Jakobom in Janezom v Simonovo in Andrejevo hišo. Torej, da so ti štirje prvi Jezusovi učenci tukaj domovali, bili tukaj, imeli svoje domove, čeprav bomo kasneje iz Janezovega evangelija tudi slišali, da to ni bil njihov rojstni kraj, da je Andrej in Filip, da sta izhajala iz sosednjega mesta onkraj Jordana, iz Becajde, da so se torej sem priselili, so se tukaj naselili, so se tukaj ustvarili družino in svoj dom. In to se mi zdi, je že eden tistih topografskih razlogov. Jezus prihaja v kraj, kjer so doma učenci, se pravi tisti njegovi najbližji, tam se začne javno delovanje. No, drugo, zakaj pa ravno na tej lokaciji, pa lahko malo povežemo z judovskim izročilom, s prerogbami, recimo Izaija govori o tem in na te prerogbe se potem sklicuje kasneje evangelist Matej. Marko te povezave ne omenja, ko pravi dežela Zabulonova, dežela Neftalijeva, ob poti k morju poganska Galileja. Ob poti k morju, to je pravzaprav na nek način neko razpoznavno znamenje za kraj Kafarnaum. Kafarnaum je namreč ležal tako med Galilejskim morjem oziroma jezerom na jugu in takoj ob malo severnje od njega je šla ta ena glavnih karavan oziroma poti, takrat že rimskih poti, prej pa je bila to že stara, antična pot, tako imena Via Maris, ki je vodila iz vzhoda sem preko Galilejskega oziroma mimo Galilejskega jezera, potem gor v Galilejo, v Nazaret in v Sredozemsko morje, se pravi poti k morju. Iz tega lahko sklepamo, lahko vidimo, da je to bilo pravzaprav kljub vsej odmaknjenosti te pokrajine, na nek način kraj, ki je ležal ob nekih prometnicah, pa vendarle je veljal za precej nepomembno, predvsem pa v judovskih očeh bolj nepomembno pokrajino oziroma področje, ker je bilo to versko mešano, se pravi, tukaj so živeli tako Grki, pogani, kakor Judje. In Judje, pravoverni Judje v Jeruzalemu takšno področje niso najbolj spoštovali. Značilnost za Jezusovo oznanjevanje je tudi to, da ne prihaja, ni začel Jezus delovati v centru, ampak so za njegovo besedo bili najprej odprti tisti obrobni, tisti majhni. Se pravi, luč so sprejeli najprej tisti, ki so se vsaj na nek način zavedali, da niso prvi, da živijo v deželi, recimo, ki je zaznamovana s to smrtno senco. To glede tega toposa se mi zdi zelo pomembno. Potem lahko pa rečemo tudi še to, da je torej ta Kafarnaum v njem bila, se pravi Petrova hiša, poleg shodnice. O tej Petrovi hiši bomo še kasneje nekajkrat slišali, vendar ne več izrazito, se pravi ne več kot pod imenom Petrova hiša, ampak hiša. Da je bil v hiši, da se je zbralo veliko ljudi pred to hišo, da so si hodili po prstih, da so recimo nekoč dogodek, kasneje bo opisan tudi v Markovem evangeliju, da so prišli njegovi sorodniki iz Nazareta, ko so slišali, kaj se vse tukaj v Kafarnaumu dogaja, in da so ga hoteli na silo odvesti nazaj domov gor. Nazaret je oddaljen od Kafarnauma približno slabih 40 km, 35 km recimo, je pa višje, se pravi Kafarnaum ob Galilejskem jezeru leži približno 200 metrov pod morjem, to se pravi, se je treba spustiti že v ta jordanski jarek. No, in ta hiša, pa še na nekih drugih mestih bomo o njej slišali, ta hiša postaja že za časa Jezusovega javnega delovanja na nek način neka Jezusova hiša, nek njegov center.
nek kraj, ki postaja počasi model te nove skupnosti, nove hiše, ki več se ne zbira v templih, v javnih prostorih, ampak se zbira v hiše. To bo tudi pokazano v tej kombinaciji odlomka, ki smo jo danes prebrali. Se pravi, Jezus takoj iz shodnice gre v hišo in prvi čudež, takšen ozdravljenje bolnika, se zgodi prav v hiši. In če smemo še tukaj eno povezavo narediti na sedanji čas, v Kafarnaumu, na tem področju severnega Galilejskega jezera, je tudi najstarejše krščansko arheološko naselje, lahko tako temu rečemo. Tam so skoraj pred 200 leti, nekoliko manj, začeli frančiškani na povsem puščavskem področju pravzaprav izkopavati in iskati ta Kafarnaum. Moramo vedeti, da je bil Kafarnaum to mesto nepoznano topografiji vse od arabske invazije. Se pravi, takrat okrog leta 400 in potem 500, 600 oziroma 600 in še nekaj je bil hkrati, prej je bilo nekaj potresov na tistem področju, tako da je bilo mesto precej opustošeno. Potem pa so še prišli Arabci in mesto je bilo počasi prekrito s peskom in zemljo, in tako da lahko rečemo, dobrih 1000 let za to mesto ni vedel nihče. In v nekem času, tistem, ko se je že počasi začelo nekako znanstveno razmišljati o Svetem pismu, niso vedeli, kje bi to samo slutili, so, da bi tam neko mesto moralo biti. No in frančiškani so potem izvedli tam pravzaprav res šolsko natančna znanstvena izkopavanja in so prišli prav do teh temeljev te shodnice, v kateri se je Jezus zadrževal. Še veliko bolj zanimiva pa so bila izkopavanja te Jezusove hiše, Petrove hiše, ki je pa potem postala pravzaprav tudi Jezusov dom. In so pravzaprav odkrili prav to rast, preoblikovanje, kako se je počasi postopoma, v bistvu že v Jezusovem času, ta hiša začela pregrajevati, spreminjati in je lahko z gotovostjo rečemo že v 2. stoletju postala kraj čiščenja, se pravi Petrova hiša in Jezusov dom, in je bil že v 3. stoletju tam z gotovostjo cerkev. In se zdi, da je poleg jeruzalemskih svetišč, se pravi poleg recimo cerkve zadnje večerje, te dvorane zadnje večerje, ki so se učenci najprej zbirali, pa potem najverjetneje tudi Marijinega doma v Nazaretu, bila prav ta Petrova hiša v Kafarnaumu ena prvih krščanskih svetišč, ki so jo obiskovali že Romarji v 4. stoletju. Toliko glede tega kraja. Danes je zelo zanimivo svetišče na tem mestu, kaj ne? Pod njim pa ostanki Petrove hiše. No, tako, tudi, se pravi, tudi to spada k temu velikemu frančiškanskemu arheološkemu projektu, ko so vso to področje odkopali in raziskali, ko so med drugim ugotovili, da je tista zadnja oblika te cerkve bila oktagonalna, oziroma te hiše bila oktagonalna, se pravi, da je imela tistih značilni prakrščanski osmerokotno obliko, kar med drugim izrazito kaže na to, na vero v Kristusa kot tistega, ki je prvi kamen ali pa prvi dan novega stvarstva, nov začetek. So potem to področje tudi zelo izvirno zaščitili, in sicer ne tako, da bi ponovno ga pokrili, ampak so naredili takšne odprte stebrišče in nad tem področjem potem zgradili prav takšno oktagonalno svetišče, odprto, stekleno, tako da obiskovalci lahko tam celo nad tem mašujemo, hkrati pa opazujemo oziroma vidimo tudi prav v srce te hiše in tega doma, o katerem bomo morda kasneje še nekaj rekli, ko se konkretno pri tem dogodku, ki se v tej hiši zgodil, ustavimo. Zdaj pa, če se morda vrnemo k temu Jezusovemu vstopu
v Kafarnaum. Jezus pride v Kafarnaum in pravi, v soboto, takoj v soboto je šel v shodnico in začel učiti. To vemo že tudi iz ostalih evangelijev, pa iz judovske prakse, da je seveda tudi Jezus bil veren Jud, ki je spoštoval ta ritem in to molitev in to duhovnost in to tradicijo svojih judovskih rojakov oziroma svoje družine, in v soboto je vsa družina, se pravi moški, pa tudi žene, predvsem pa seveda moški, so se zbrali v shodnici k molitvi. In ta molitev je bila sestavljena pač iz obličnih obrednih molitev in pa predvsem izbranje potem svetih knjig, tistih določenih odlomkov. Izaija je gotovo bil eden izmed ključnih zvitkov, ki se je bral. Potem pa se je nadaljevalo tudi z poučevanjem. In prav v tej shodnici, ki so jo odkrili, tej tako imenovani Jezusovi shodnici, nad to Jezusovo shodnico je bila v 3. stoletju, se pravi v tej fazi neke že razvoja krščanstva in judovstva zgrajena še ena tako imenovana shodnica, recimo nova shodnica, ki jo zdaj lahko tam opazujemo v ruševinah seveda. In ta shodnica je bila sestavljena iz dveh delov. En del je bilo svetišče, kjer se je opravljalo molitev, ne pa daritev, ker to ni tempelj. Drugi del pa je bila tako imenovana hiša knjige, Bet Mišna, ali hiša poučevanja, ali enostavno biblična šola, kjer so se te svetopisemske besedila potem tudi razlagala, učila in tako dalje. Seveda tam je bilo dejansko na nek način v tem prostorih hkrati molitev in tudi izobraževanje. No in strmeli so nad njegovim naukom, ker je učil kot nekdo, ki ima oblast. Tako je. Glede, strmeli so nad njegovim naukom, ja, ker je učil drugače, kakor pismouki. To se seveda lahko vprašam, se nujno zastavi vprašanje, kako je torej učil oziroma kaj je učil. In je prav, da morda najprej res občutimo to zadrego, recimo bralca, ki želi prebrati, kaj je Jezus učil, nad čem so strmeli, v čem je bil Jezus drugačen, kakor pismouki. Ko beremo namreč naprej, pravi, da so mu takoj, je bil v njihovi shodnici človek z nečistim duhom, zavpil je in rekel, kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečen, si nas prišel pogubiti. In vidimo, da pravzaprav Marko na tem mestu ničesar ne pove o Jezusovem nauku. Samo pravi, da jih je učil, kakor nekdo, ki ima oblast. Se pravi, da jih je učil drugače, kakor so učili pismouki in farizeji. V čem je bila drugačnost tega njegovega učenja, pa se nam kaže pravzaprav ravno po tem, kar se je ob tem njegovem učenju dogajalo. In se zdi, da evangelist namerno ničesar ne pove o vsebini tega njegovega učenja, zato da bi morda bili pozorni na dve stvari. Da bi bili pozorni na nekaj vrstic prej evangelija, kjer je Jezus na začetku izrekel čisto preprosto besedo, se pravi povzel vsebino svojega nauka v enem stavku. In se zdi, kot da je to neka meditacija, neki povzetek njegovega nauka, ki ga moramo ohranjati in v katerega moramo pravzaprav vstopati zelo poglobljeno. Ko pravi, čas se je dopolnil, Božje kraljestvo se je približalo, spreobrnite se in verujte evangeliju. Da se je čas dopolnil, da se je Božje kraljestvo približalo, to je dejansko na nek način temeljno oznanilo njegovega pristopa. Tukaj, in to je ena pozornost, ki jo mora bralec ohraniti, tukaj pa potem, ko zopet ničesar ne pove o nadaljni vsebini, kaj pravzaprav pomeni
da se je Božje kraljestvo približalo, da se je čas dopolnil. Pa se v resnici vsa pozornost usmeri na njegovo osebo. In kasneje bomo ugotovili, da Marko na nekaj mestih poudari, da je pravzaprav bila glavna vsebina njegovega oznanila on sam. In da to, kar tukaj opisuje, da so se čudili nad njim, da so bili zaprepadeni, pravi, čudili so se njemu. On je bil tisti, ki je bil drugačen. Čeprav je nastopal kot služabnik, ne? Vendar z oblastjo in kot učitelj. Božjo. Vendar z oblastjo. In kakšna je bila ta oblast in v čem je ta njegova drugačnost, pravi, nam govori odlomek, ki se potem razvija in sledi. Da je bil prav tedaj v tisti shodnici človek z nečistim duhom, ki je zavpil. Tukaj je dobro, da pojasnimo tudi to malenkost, ki jo v tem odlomku oziroma tem prevodu Svetega pisma lahko nekoliko lažje razberemo, da je takoj bil v njihovi shodnici človek z nečistim duhom. Je nekaj sicer nenavadno, še vedno zveni nenavadno, vendar kaj želi Marko s tem povedati? Nečisti, obsedeni človek, človek z nečistim duhom ne more priti v shodnico. Se pravi, ne bolni, ne kruljavi, ne šepavi, veste, ne gobavci in seveda tudi ne obsedenci v shodnico niso imeli vstopa. Želi povedati to, da je ta nečisti duh oziroma nečisti duh v človeku ždel tam že ne vem koliko časa. Da je navzočnost Božjega Sina, se pravi njegova Jezusova navzočnost, prebudila oziroma razkrinkala tega hudega duha. In to je pa tudi eno izmed tistih temeljnih značilnosti odnosa in pa soočenja svetega s hudim. Hudo v navzočnosti dobrega oziroma Božjega ne more obstati. In v antiki, ko so bili seveda na te pojave veliko bolj še občutljivi in senzibilni, je bilo to seveda očitno znamenje, da človek, ob katerem so se pravzaprav začele dogajati nenavadnosti, da so se začeli duhovi prebujati, je tako pozitivni, kakor negativni, tisti človek je bil posebej obdarovan z močjo duha, se pravi z Božjim duhom. No in ta človek oziroma ta hudi duh v tem človeku ga prepozna in se začne ta tipični dialog med Božjim in pa hudim. Ko pravi, kaj imamo mi s teboj, vemo, kdo si. Kaj imamo mi s teboj, je seveda odgovora, ta je retorično vprašanje, da mi v resnici nimamo nič s teboj, zato ker smo tvoj antipod. Hkrati pa je seveda stekla komunikacija med Jezusom kot Božjim duhom in hudim duhom, zato ker na nekem področju duhovnega pa se ti duhovi pravzaprav začutijo. In zato se vzpostavi tudi ta napetost. In ta njegovi, bi rekel, nadaljno upiranje ali pa vzkliki, vem, kdo si. Kaj pomeni, si nas prišel pogubiti? Prav to, kar želim zdaj reči, ta vem, kdo si, je seveda že v funkciji obrambe. Vedeti, kdo je tvoj nasprotnik, pomeni poznati njegovo skrivnost oziroma vstopiti v njegovo skrivnost in na ta način tudi njegovo skrivnost razkrinkati. Seveda se pa to lahko zgodi samo na način, da lahko to Božje, to dobro razkrinka negativno s tem, ko ga razpre, ko ga odpre, ko ga obelodani, ker vemo, da hudi duhovi pravzaprav so odpadli, če rečemo recimo tako, odpadli Božji angeli, so negativne Božje sile, so negativni Božji otroci ali na nek način je nekaj, kar v resnici v sebi nima moči bivanja. In ko je takšna negativna moč razkrinkana, ko je postavljena pred Božjo moč, seveda ta moč razpade.
se razblini, je v resnici ni. Bistvo negativnega ali pa bistvo tudi hudičevih zvijač je v resnici v laži, v tako imenovani, kar reče tudi grška beseda, diabolos, se pravi v razdvajanju človeka kot takega. Si nas prišel pogubiti, ja, tukaj, a ne, lahko tako rečemo, da Jezus dopušča, ja, da Božji sin dopušča, da mu dejansko ti hudi duhovi na nek način tudi oznanjajo, čeprav ne dovoli njihovega oznanja, oziroma jih vedno zapove molk, zato ker ne sprejema njihovega oznanila. Ampak sama po sebi, recimo, dejansko tudi že s tem svojo pojavo pravzaprav končno pričajo za Jezusovo poslanstvo. Ja, on je prišel, da bi hude duhove uničil, pokončal. Se pravi, da bi zlo pregnal. Na kak način se bo to zgodilo? Ja, na kak način se bo to zgodilo? Je pa seveda tista skrivnost, ki se v evangelijih postopoma odkriva in ki jo tudi učenci ne bodo mogli sprejeti takoj, ne? Ker zlo ne bo dokončno pokončano z, recimo, besedami egzorcizma. Jezus ne bo mogel zla odgnati z besedami, recimo, pojdi, umakni se od tega, bo lahko očistil, očistil tega človeka, izgnal hudega duha iz tega človeka. Vendar to zlo bo vedno znova sledilo njega in sledilo tudi človeka. Tisto dokončna smrt temu hudemu duhu se bo šele zgodila takrat, kot pravi Sveto pismo na drugem mestu, kot zadnji sovražnik bo pokončana smrt, zato ker končno bo vse podvrgal njegovim nogam. Če se vrnemo nazaj, ta vem, kdo si, ali pa kaj imamo s teboj, in ali pa kaj je ta njegov nov nauk z oblastmi, če beremo še malo naprej, vsi so se, pravi, potem, ko so videli, kaj se je s tem obsedencem zgodilo, da je nečisti duh ga stresel, da je zapil, da je šel iz njega, in so potem vsi govorili in se začudili zopet, ne, pravi, kaj je to nov nauk z oblastjo, celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni. Značilno za Markov evangelij, za njegovo zgodbo je, da ostane pri tem vprašanju in nanj ne da odgovora, ko pravi, kaj je to nov nauk z oblastjo. Tukaj si lahko zastavite vprašanje, ja, v čem je ta nov nauk? Kaj je to novega v tem? In pusti Marko zadevo odprto, prav zaradi tega, da bi lahko mi tem bolj resnično se sledili tudi tej nelahki poti, recimo učencev, ki Jezusa spremljajo in vidijo, recimo, si pa vendarle ne uspejo še razložiti, odkot njemu ta moč. Odkot njemu ta moč, da pritegne ljudi, in da zmore dejansko osvoboditi ljudi stvari, od katerih drugih tako ne morejo osvoboditi. Ta poudarek je tudi tukaj tako pomemben, ne, zato ker tisto, ne, da je Jezus imel neko veliko moč, ki je lahko uzdravljal in tako dalje, to so lahko videli, lahko so to sprejeli, niso pa mogli razumeti izvora te moči. Zato, ker niso mogli to povezati, recimo, težko je bilo to povezati ali pa prepoznati v tem, kaj bo dokončno lahko zlo uničilo. Ali bo Jezusova čudežna moč lahko dokončno uničila zlo. Mi vemo, da je tista čudežna moč, ki dokončno lahko uniči moč zla, je Kristusova smrt. To, da bi pa Bog z svojim ponižanjem, z svojo smrtjo lahko premagal nasprotnika, je pa seveda za človeški razum, pa tudi za te judovske predstave nepredstavljivo. Še eno stvar želim tukaj poudariti, ne? Da je tukaj dejansko prvi
javni dogodek, ki ga Marko opisuje iz Jezusovega javnega delovanja. Torej, ta dogodek, s katerim začenja Jezus javno delovanje, je seveda daje nek pečat vsemu temu, kar se bo kasneje zgodilo. In Marko želi tukaj reči to, kar omeni že na začetku pri Jezusovem krstu oziroma po Jezusovih izkušnjavah, ko pravi, da je živel med zvermi in angeli so mu stregli. Tukaj se zdaj začenja dogajati ta borba, se pravi, prišel je ne samo zato, da bi ozdravljal, da bi tolažil, da bi učil, ampak da bi stopil v borbo z izvorom tega človeškega zla. In to je pravzaprav že takoj na začetku eno zelo veliko in zelo močnih sporočil. In tako lahko, recimo tako, začasno nekako že tudi tukaj po koncu tega odlomka nekje najdemo odgovor, v čem je ta njegova drugačnost. On seveda ne uči z besedami, on uči z svojo osebo, on uči z svojo celoto in to je tisto, kar premika. In da uči za svojo celoto, se bo dokončno izkazalo na koncu, ko bo pravzaprav njegovo življenje nekako prešlo v tem oziroma izdihnilo pravzaprav v borbi za tem zlom, ki bo dobilo svoj vrhunec prav na križu. In glas o njem se je takoj razširil povsod, po vsej okolici Galileje. S tem zaključim ta prvi odlomek, ta prvi dogodek in napove tukaj en zelo tak zopet markovski zaključek, ki bi lahko stal pravzaprav tudi na koncu celotnega evangelija. Ker pogledaj, kaj reče, da se je razširil njegov glas povsod, po vsej okolici Galileje. Okolica Galileje namreč nima meja. Okolica Galileja je pravzaprav na nek način že preroška beseda in napoved na svet, na celoten svet. Glas o njem se je razširil. In ta beseda takoj je v Marku pravzaprav pa tudi sinonim za delovanje Svetega Duha. Tukaj začne pravzaprav ta duh, ki ga Jezus sprejme pri krstu, delovati in delovati z močjo. In je zanimivo, na začetku, bi rekel, te knjige njegovega življenja je postavljen tak krepek dogodek duha in na začetku knjige življenja cerkve, apostolskih del, je postavljen tak krepek dohodek duha, se pravi ta Petrov govor in ta moč jezikov, ki je potem zbrala ljudi, množico iz različnih jezikov in jih združila v en jezik in jih je potem zopet razširila pravzaprav po vsej okolici, če hočete, Jeruzalema, to se pravi do konca sveta. Izhodnice so stopili skupaj z Jakovom in Janezom v Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, bila je vročična in pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Ja, gledajte, dobro je res videti to neposredno povezavo. Tudi pravi, ko so prišli izhodnice, so takoj šli v Simonovo in Andrejevo hišo. Imamo ponovno to besedo takoj. Tisti, ki bo pozoren, bo lahko preštel te besede, bo videl, kakšna gostota teh besed je tukaj v tem prvem delu evangelija. Se pravi, nadaljuje se ta proces tega sestopa Božje moči, Gospodovega duha v Jezusa, ki se je skoncentriral zdaj v tem delovanju v sinagogi. Lahko seveda še to omenimo tukaj, da je sinagoga vendarle kraj Svetega pisma, kraj hiša molitve. To se pravi, njegov prvi nastop se zgodi tam, kjer se bere Božja beseda, se pravi, želi prečistiti prav ta človekov primarni odnos. Če bi zdaj tako nadaljevali, da ga ta isti duh za isto to močjo takoj iz te hiše molitve postavi, potem pripelje v privatno hišo, v dom, bi lahko iz tega tudi zaključili, da cilj branja Božje besede, pa prenove
prenovljenega branja Božje besede. Sveda ni, da ostanemo v Božji besedi, da ostanemo v Gospodovi hiši, ampak da ta Božja beseda stopi v hišo, da stopi v dom, da tam deluje, da tam ozdravi, da tam prenovi, da tam ponovno rodi življenje. In tukaj ta neposredna povezava tudi z družino Jezusovih učencev zopet kaže na to, da ta beseda ne želi ostati samo neka tuja, neka beseda, predmet nekega razmišljanja, ampak da se umešča, da gradi hišo in dom. Pravi, da pride v to Simonovo hišo in tam mu, kakor bi spet lahko pričakovali, se ne sreča recimo bi lahko rekli, z Simonovim prvorojencem, naprimer. Se tudi ne sreča z Simonovim očetom, recimo, bi lahko ga k gospodarju te hiše pripeljali. Ne, ampak za Simonovo taščo. Kakorkoli že, vse to lahko rečemo, gotovo to v družbi, v nekih družbenih razmerah ni ključna oseba, recimo pravno ključna oseba hiše, dejansko morda tudi lahko je, ampak ni to, bi rekel, nek privilegirana oseba, recimo iz Simonovega spremstva. Tudi tukaj se mi zdi en takšen dober poudarek, da stopi k ženi, stopi k tej Simonovi tašči in dotakne se torej žene, dotakne se nekoga, ki je bil na nekem morda nekem obrobju nekega družbenega in takšnega življenja. Se je dotakne, ozdravi in se mi zdi, moram biti pozorni na to besedo, za Marka je zelo pomembna, ko pravi, vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Ta beseda streči se pojavi v Markovem evangeliju ravno 5-krat. Prvič tukaj, zadnjič na koncu, ko bo ob Jezusovi smrti, ob njegovem pokopu, imenovane žene, ki so Jezusa spremljale, pravi, vse od Galileje sem v Jeruzalem in so mu stregle. In potem v sredini evangelija, kjer Jezus poučuje svoje učence in ko se med seboj prepirajo, kdo je največji med njimi, kdo bi sedel na levici in na desnici, in Jezus reče, med vami pa naj ne bo tako, kdo hoče biti prvi, naj bo vas strežnik. Zakaj? Tudi Sin človekov ni prišel zato, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje odkupnino za mnoge. Ta beseda tukaj, ki se pojavi prvič pri Simonovi tašči, se potem pojavi v središču evangelija kot opis službe učencev in kot opis dela Sina človekov. Sin človekov je prišel zato, da bi mu stregli. In če smemo tukaj ta zaključek narediti, je hkrati pokazan pravzaprav tudi smisel vseh Jezusovih čudežev, vseh Jezusovih ozdravljenj, ki se zgodijo. Se seveda ne zgodijo zato, da bi nek človek bil zdrav ali osvobojen nečesa, ampak da bi bil pripravljen, odprt za to temeljno poslanstvo, ki ga najbolj približa Božjemu Sinu, to je poslanstvo strežbe. V tem se razodeva, bi rekel, človekova veličina in hkrati to Božjo podobnost, to božjost človekovega delovanja. Prav za danes se vam lepo zahvalim o ozdravljenjih, o njihovem pomenu in tako naprej bova spregovorila še v naslednji oddaji, ki bo tudi zadnja v tem nizu oddaj. Letos sicer želimo nadaljevati še v jeseni, še drugi niz svetopisemskih oddaj z našim gostom, dr. Maksimilijanom Matjažem. Spoštovani gledalci, vi pa si lahko do naslednje, torej zadnje oddaje v tem delu naših oddaj preberete iz Markovega
evangelija oziroma evangelija po Marku, kot je pravilno, iz prvega poglavja vrstice od 32 pa vse do zaključka prvega poglavja, to je do vrstice 45. Hvala za vašo tokratno pozornost.